Jaz se bom danes pogovarjal s profesorico iz kranjske gimnazije in ocenjevalko na maturi. Z mano je gospa profesor Martina Lušina-Basaj. Martina, pozdravljeni. Živjo, lep pozdrav. Živjo. Torej, Martina, vi ste že dlje časa ocenjevalka na maturi in kar v bistvu mene zanima je, na kaj morajo biti dijaki pozorni, ko pišejo, kaj so mogoče pogoste napake, ki jih delajo tako pri eseju, kot tudi pri jezikovnem delu. Rada bi najprej povedala, da na maturi esej vedno ocenita dva ocenjevalca, če pa je razlika 10 ali več točk, seveda esej pogleda še tretji ocenjevalec in njegova ocena je potem pač glavna. Zdaj, na kaj morajo biti pozorni? Torej, zelo dobro morajo prebrati navodila, slediti navodilom, odgovarjati, spotoma argumentirati, povezovati odgovore v smiselno celoto. Da to ne bo samo test, ampak res esej, morajo zapisati dober uvod in dober zaključek. Uvod in zaključek morata biti povezana morata biti tudi z naslovom in šele, ko dijaki naredijo smiselno, kohezivno, koherentno celoto, takrat so oni šele napisali esej. Zdaj pa, na kaj morajo, katere recimo so kakšne pogoste napake? Recimo, če imamo žurnalista Ščuko, torej Ščuka, seveda potem svojilni pridevnik ni Ščukin, ker ni ženska, ampak je Ščukov. Kaj so pa tiste napake, ko odpreš esej in itak že veš, da jo boš videl, ne bom skupaj, ne ve skupaj, življenjski brez drugega jeja, in tako naprej. A obstaja tako kakšna formula, obstaja 5 korakov, kako napisati dober esej? Recimo, kaj dati v uvod, kaj v jedro, kaj v zaključek? Prvič, natančno preberi navodila. Drugič, naredi miselni vzorec, naredi samo alinejce na hitro, da ne boš zgubljal preveč časa. Napiši zanimiv uvod, ki ga boš povezal z naslovom in zelo učinkovito zaključi esej, ker to ti lahko prinese pač kakšno dobro točko. Piši lepo, seveda, čitljivo, ker če ne boš pisal čitljivo, bo ocenjevalec zelo težko bral tvoje čačke, da rečem. Potem, sledi navodilom, natančno, korektno odgovarjaj, utemeljuj, razlagaj, dokazuj. Torej, to so zapletene stavčne strukture. Torej, če bo kdo pisal enostavčne povedi zato, da ne bi spuščal vejc, to ni dobra rešitev, ker z enostavčno povedjo ne moreš utemeljevati, ne razlagati, ne dokazovati. In seveda, kar je pa bistveno, pazi na slovnično, slogovno pravopisnost in zgradbo. Zgradba je tudi zelo pomembna. Torej, na koncu jaz predlagam, to naj bo zadnji korak, še enkrat preberi esej in popravi še kakšno napako. Sem zelo vesel, da ne pišem letos. No, a ne da? Ja, zagotovo. V redu, zaenkrat vam najlepša hvala za vse te odgovore. Bova pa najin pogovor predstavila zdaj na naš YouTube kanal Osvežilna fronta, tako da, dragi gledalci, pridite nas pogledati še na YouTube, drugače pa, če letos pišete maturo, vso srečo tudi tam. Tako je. Jaz tudi jim želim vso srečo.